Ok, aliens, takle imamo, takole stojimo. Enkrat sem verjetno že omenila, vsaj, da sem meni pokvaril ring light in je konstantno na največji stopnji. In zdaj sem čez vrgla srajco, kot filter, belo srajco. In zdaj bomo sami videli, ali se mi kaj zažge tle ali ne. Če vidite dim, it is that thing. Današnji video je najbolj odročna stvar, ker je lahko od vročine in gorenja, ker gremo v največji mraz na svetu. Gremo na Mount Everest. Je ful vesel vod, glede na to, da bomo govorili o grozotah, ki se tam zgodijo, ampak jaz sem toliko navdušena na tem videom, izglasovali ste ga tudi na čudovit način in sicer takole. Ful sem vesela, da ste ga, ker odkar sem jaz gledala film Mount Everest, sem pač impresionirana, navdušena, ne morem verjeti in predvsem mind blown, kaj se tam dogaja. Jaz sem mislila, da to gore ko gora, greš gor, valjda se kakšni poškodujejo, ampak kdo bi si mislil, da to ni sam največji, ne vem koliko tisočak na svetu, najvišja gora, ne samo vrh sveta, to je največje odprto pokopališče. Dude! Torej, Mount Everest, najvišja gora sveta, 8850 metrov visoko, oziroma par metrov manj. Nahaja se v Himalaji in ni celo leto primerno, da prideš na Mount Everest. Lahko greš kadarkoli, ampak imaš manjša verjetnost, da boš prilezel dol, tako da načeloma folk tja gor hod maja, ker je lih nekako med monsunskim polletjem baje in pa med mrazom. Ampak kadarkoli si tam, je dejstvo, da boš zmrzval, ker je cold as hell in zato neskončno ljudi tam zmrzne. In ne, ni to za vsakogar, pa ne mislim samo kondicijsko, da nisi dosti fizično sposoben in v formi, gre tudi za to, da si po vsej verjetnosti tega ne moreš prvoščiti. Jaz, na primer, never v lifeu, ker mislim, da se vrti tam od 30 do 60 tisoč ameriških dolarjev, se pravi, če bi še en Slovenc bi zapravil verjetno, kaj sem, 40 tisoč evrov na uč. Na to goro ne greš sam, na to goro greš in z vodiči in obenem s šerpami, ki veljajo tudi za tiste ta prave junake te gore, ker so bili večinoma gor pa večkrat, da je lahko to nekdo, ki nese gor stvari, nese lojtre, da grejo čez grebene, čez mini ledenike. Oni sicer ponovadi ne grejo lih do vrha, so pa izjemno izkušeni, tako da tisti, ki so pa dejanski vodniki in vodiči, ki gor ljudi peljejo do vrha, so gor manjkrat najbrž kakor šerpe. Te stvari treba plačati. Itak, prvo kot prvo vrhunsko opremo, nikdar noben ne bo šel tja gor z neko na pol dobro ali pa za silo dobro opremo, ker tam gre za tvoj life, ne gre samo za to, da te bo zebala, ti bo vroče ali ti bo spodrsnilo v tistih derezah, ampak tam moraš imeti pač najboljši shit, ker drugače sam sebe pelaš v smrt praktično. In ja, tisti, ki še ne veste, na Mount Everestu nimaš dosti svoj zrak, mislim, so zelo redke izjeme, ki to počnejo, ampak načeloma imaš jeklenke, torej plačaš bizarno drago opremo, moraš priti do tja, tam nisi samo, tako kot misliš, pa nas greš na Triglav v enem popoldnevu ali pa dopoldnevu, ampak si tam 2 do 3 mesece približno, da izvedeš cel ta izlet, da se prilagodiš na določeno višino in da se naučiš tam dihati, da se telo adaptira. In valjda, da vse te stroške pokriješ, pa šerpa pa vodiča je na koncu pač tok in tok 10 tisočakov. Ko si enkrat gor, to tisti, ki so bili opisujejo kot se je top of the world, pač najvišji delček sveta, ampak je v bistvu tako velika ena kuhinjska, malo večja miza ali pa biljard miza, kaj se vem. Kopalna kad je nekdo rekel, ki je bil gor. Zato moraš ljubiti gore, da greš sem gor, ker tvegaš in svoj life in life od kolegov, ki grejo s tabo verjetno in moraš to gledati, kaj se je dogajalo in te skrbi in časa ogromno posvetiš in folk doma ostane v skrbeh, jasno pa tvegaš tudi prste, predvsem prste na nogah, prste na rokah, nos, delčke obraza, ker ti zamrznejo zelo hitro in zelo hitro jih lahko zgubiš, tako da noro pomembno je tam vreme, da si približno varen. Mi pa danes ne bomo govorili o varnosti na Mount Everestu, govorili bomo o nevarnostih in govorili bomo o tem, zakaj je to največje odprto pokopališče na svetu. Mogoče vam bo zanimiv fakt, da hoja gor je manj zakomplicirana kot hoja navzdol. Greš dol si res že izčrpan, ker na vrhu ni več kampov. Torej moraš priti iz 4. najvišjega kampa, potem še nekako 100 metrov gor in potem še nazaj, mogoče zaradi te razdalje. Treba je razumeti, da je Mount Everest toliko visok, to je višina, ki jo mi večinoma še nikdar v življenju nismo izkusili in više greš, priješ v dead zone. Mrtva cona se reče. To je cona, kjer tvoje telo dobesedno začne umirati. Zraka primanjkuje. Dejansko na vrhu samega Mount Everesta je zrak za tretjino bolj, kako bi rekla, za tretjino manj ga je. Basically, tretjino manj zraka je, torej 3-krat težje dihaš in to ni neki, ker to ni simpel, zato so jeklenke, da to sploh preživiš, da se prilagodiš.
Druga stvar je, da se ti pljuča in pa možgani ali možganska ovojnica se začnejo s tekočinom polniti. Lahko se dobesedno utoneš na suhem. Utoneš, lahko začneš bljuvati kri, vodo in boš takrat nemudoma se obrniti. Tvoje telo dobesedno umira, ker telo ni narejeno za življenje na tej višini. V glavnem, pot dol je ponovadi bolj zakomplicirana, še bolj si izčrpan, dolg časa že nisi bil v kampu, nisi se napolnil z energijo, predolg časa si že v dead zone. Moraš tudi razumeti, da ne moreš biti v nedogled tam, ker telo pač preprosto ne bo handlal in boš čim prej dol prej do 4. kampa. Pa si pa predstavljaj, da je tema, pa si pa predstavljaj, da je panika, pa si pa predstavljaj, da je nevihta, neurje, da je kakšen plaz. To so stvari, ki gora je smrtonosna totalno. In po mojem moraš biti že psihično toliko stabilna oseba, da vse to čez daš brez večje panike in da prideš dol. In veliko ljudi se loči recimo na poti dol in se nikdar več ne najdejo, ne vidijo, kot da bi zginili. 5340 metrih je basecamp. V basecampu ponovadi ljudje ostanejo po mesec do 2 meseca. 2 meseca poprečno se mi zdi, da se res adaptiraš na ta, kako se že reče, tank zrak, tanek zrak se reče, thin air. Naslednji kamp je že na 5900 metrov, se pravi, res te majhne razlike so toliko naporne, da mora biti huge camp na toliko in toliko časa. To so tam pač razni šotori, nekdo, ki se poskrbi za ljudi, za različne dele sveta so narejeni. Res, gledajte film Everest, da boste videli. Po naslednji je na 6400 metrov, tretji kamp je na 7300 metrov in še zadnji 4. kamp je na 7900 metrov in ta je zadnji in potem moraš do vrha priti na 8850. Zdaj pa k bistvu tisto, ki je mene vsakič znova vrgel nared. Ja, random trupla in žrtve te gore ležijo po Mount Everestu. Tam, kjer so umrli, tam so ostali. Zakaj? Ker, če si predstavljate, da je fizično sebe skoraj nemogoče prinesti na vrh gore, se da, mnogim uspe, ampak sebe, treniraš to, da v sebe kar prinesel in fizično je nemogoče nekoga odnesti dol. Nima nihče dosti odvečne energije za to, helikopter tam ne more leteti, da se to lahko predstavljate, tam ne more helikopter priti in ga pobrati, ker je preozek zrak in bi helikopter strmoglavo, tako da v bistvu jaz sem njim pomislila, da bi kdo nas sanke dol, pa kdo pa sanke gor vlekel, pa tudi ne vem, tako da žrtve ostanejo gor. In predstavljaj si, da hodiš v koloni na Everest, ker včasih je na dan po več 100 ljudi, kar je meni bizarno, in hodiš gor in ob poti gledaš druge, ki jih je gora ubila. Trupla so tam zamrznjena v času, skoraj v celoti so, ker preprosto je toliko mraz, da zamrznejo in ostanejo v tej obliki v neskončnost, po možnosti jih še sonce zapeče ali pa ne vem. To je meni nerealen fenomen. Kaj so, ta trupla so mejniki praktično in tega je ful, v bistvu je žrtev gor čez 300. Ful je enih različnih podatkov, ampak zadnjega, ki sem ga videla, najnovejšega je čez 300 že. In skozi več ljudi gor hodi, od tam 2000 naprej se to ful začelo povečevati. Pa predstavljaj si to bizarno situacijo. Če hodiš gor v koloni in vidiš nekoga, ki umira, ki ne more več dol, ne more več gor in nič ne moreš, že veš, da nič ne moreš, po možnosti še kakšna nevihta in skrbiš zase, preprosto moraš človeka pustiti tam. Greš mimo njega, ko on umira. Če preveč že bogi, ne moreš nič in ga moraš pustiti. To je tak mindset moraš tudi imeti, ko greš na to goro, da dojameš, da pač če pride do take situacije in moraš handlati in kdo vse tega ne bi handlal, ne samo fizično, ampak psihično. Meni je to bizaren fenomen, sploh, a sem jaz čisto preveč navdušena nad tem, da to obstaja, mislim, meni je to tako. Fun fact, moja bivša profoksa za biologijo iz srednje šole na gimnaziji Kranj je bila Marija Štremfel in ona in njen mož in ona kot prva Slovenka sta bila na Mount Everestu in nam je kazala slajde iz tega slike. Jaz takrat sploh nisem registrirala, sem tako, ja, ok, ženska je bila na Mount Everestu, pa kaj, se je bila full fit, pa tako sem rekla, če bila jaz tak body pri svojih letih, bilo bolano. Ona sem da je laufala na jošta vsak dan. Nisem pa dojela takrat, kak podvig je to bil. Če se zdaj gremo kar na par žrtev, ki so majčkeno bolj zaznamovale Everest, ki so majčkeno bolj take slavne, ko bi rekla, in sicer eno je Frances Assertiev, iz tega, nisem čisto sigurna, Američanka, je Rusinja ali je poročena samo z Rusom. Glavno, ona in njen mož sta šla na Everest skupaj in na poti dol, ko sta že, hvala Bogu, vsaj dosegla vrh, sta se ločila.
To je to, ko sem prej rekla, pogost pojav in od nje so se zaslišali samo še kriki. Mislim, da je padla v nek prepad. Dva od njihove ekipe sta šla za njo in je reševala 1 uro, ampak to so te situacije, ker že veš, da če boš predolgo se zadržal tam, ne moš pomagati sebi, ne boš mogel priti pravočasno dol, preden ti je zmanjkalo kisika in moč preprosto človeka pustiti umreti. In tako je ona umrla. Njen mož je tudi ni mogel pustiti samo, true love, ali pa sedi tako že na gori malo blede, ker možgani odpovedujejo dobesedno, ampak je šel reševati in je v bistvu takrat umrl z uton, ker ga noben več od takrat ni videl, ni slišal. Njeno truplo je ostalo tam in je znano kot Sleeping Beauty oziroma trnulčica, ja, ker je ostala tako res zamrznjena v času, lepa ženska in pač je tam. Njega pa niso, njega so najdali potem kasneje nižje dol in je tako še zmer se mi zdi pogrnen z nekim kakor spalko. Tako da ja, to sta te dva zakonca zamrznjena v času na Everestu. George Mallory je bil Anglež, se mi zdi, ki je svojim kolegom želel vrh doseči 1924. Ona da mislim, da sta bila celo prva, ki sta poskušala to doseči in tudi prva, ki nista dosegla. Ja, to je problem. Ne vemo točno, ali sta ona prišla na vrh ali ne, ker je še mečkam bolj žalostno, ampak oba sta podlegla gori. In sicer ta George je bil najden, njegov kolega pa nikdar sploh ni bil najden. S tem, da George je bil najden 75 let potem, ko je umrl. Mislim, da strani nekih Japoncev ali Kitajcev. Ampak ja, 75 let kasneje in njegovo truplo je takole skoraj nedotaknjeno. To naslednje truplo je najbolj znano truplo Everesta, zaradi tega, ker je bil dejanski landmark. To pomeni, da če si šel mem, si vedel, kje na gori si, ker si vedel, da je tam tako imenovan Green Boots. On se imenuje Green Boots, zato ker je imel te znamenite zelene škorne gor, oziroma kaj so že te? Ja, škorne. To je Indijec, ki je pa tukaj obtičal 1996, pač forever. Čeprav jaz sem slišala, da so njega na eni točki odstranili iz gore, zdaj ne bom trdila eno ali drugo, v glavnem, ta je res znamenit. Ok, mene je dan skoraj na rit vrgel, ker sem gledala video o žrtvah Everesta in takoj prvi na spisku je bil Slovenc. Marko Lichtenegger. Jaz nisem imela pojma, da je Slovenc na eni točki umrl na Everestu, to je bilo leta 2005. On je bil zadnjič viden nekaj metrov pod vrhom in tam je očitno zavedno ostal. Nazadnje, ko so ga slišali, mislim, da prek satelitskega telefona predvidevam, je rekel, da ima probleme s kisikovo jeklenko in očitno jih ni rešil, ker je on ostal tam. In pa še zadnji, ki se mi zdi ful pomemben lik zaradi filma, in sicer Robert Edwin Hall. On je šel s svojo ekipo gor in takrat jih je res veliko umrl. Njegova smrt je mečkam bolj znamenita, ker je bil gor 5-krat, oziroma ta njegov zadnji vrh je bil 5-tič. In potem, ko je šel dol, je imel isto probleme z jeklenko in takrat prek satelitskega telefona so se slišali z kampom spodaj in je povedal, da ima probleme, ampak jih je rešil, ampak še vedno je mogel tam ostati čez noč in je zjutraj zmrznil. Ampak preden je zmrznil, je še vedno poklical svojo ženo. Zdaj v filmu je noseča, ne vem, če je bila v dejanskem življenju noseča in je v bistvu sam potolažil. In se mi tudi zdi, da je ona takrat vedela, da bo on v bistvu umrl čez noč, on je sam potolažil na skrb preveč in sta se poslovila in je pač zaspal. Grozno pri teh stvarih je, ker si priseben, ker veš, kaj se dogaja, mentalno si prisoten, ampak preprosto veš, da tvoj telo ne zmore več. Ona ga je botrila takrat, pri dol, takoj zdaj pej dol, pa sonce tako malo pogrel, ampak je vedel, da ne more več, ni mogel več delati z vrvmi, preveč si zmrznen, ne moreš. Takrat so prsti že črni, basically. Veš, da ne deluje več, pokvarjen. Najbolj pogosto se ljudje ponesrečijo ob plazovih. Na drugem mestu so padci, ker pogledaj si tle en primer, ki je mene skoraj na rad vrgel. Vse pa je to, mislim, da je ženska ali moški. Nisem zikar v glavnem uspešno rešil to osebo, predstavljaj si, da ne bi in to je kar na kameri. Tretje mesto je frostbite oziroma omrzline, zmrzline, sploh ne vem, kaj je točen slovenski prevod. Potem sledi pljučnica ali pa utopitev v lastnih pljučih. In pa še en fenomen je, ki res ga hočem omeniti, ker je meni fascinanten in sicer, da se ti zgodi na gori, da začneš halucinirati, se pravi, v bistvu se obrnejo stvari in velikokrat, ko nekdo zmrzuje, zgubi občutek, kaj točno doživlja in občutek, da mu je vroče in se iznenada slečeš do golga praktično in
valjda zmrzneš, a ne, ker telo ti napačne signale sporoča in misliš, da ti je vroče. Torej, da obnovim to popotovanje do vrha, koliko časa vse traja v idealnih pogojih. 10 dni rabiš do base campa v Nepalu, ker je to že ful visok. Potem se tam aklimatiziraš približno 6 tednov, potem pa še, da prideš do vrha, je to 9 dni. Zdaj, realno je Mount Everest ratal že malo turističen. Kaj to pomeni? Da se po isti poti ob vrvi na dan vzpenja gor po 100 ljudi, kar je ful preveč in to tem, ki zaslužijo s tem res nikakor ni všeč in kul, ker težji skupino pripeleš do vrha, ker se prilagajaš drugim, ne greš po svojemu tempu in hitro ti zmanjka kisika in predstavljaj si, da nisi živčen sam zaradi sebe, ampak zaradi cele kolone ljudi, ki se ne zna več uskladiti. Skratka, povedala sem več ali manj vse, kar sem hotela. Upam, da ste videli, koliko jaz uživam v teh informacijah. Da vam je bil všeč ta video toliko, kar je meni zanimiv, pa da ste uživali. Ne pozabite pod ta video spet malo komentirati druge ideje in tiste, ko najbolj lajkana, jo bom verjetno dala na glasovanje ali pa že naredila video, ker ne vem, kaj trenutno najbolj hoče, tako da napišite. Alien Mama out, aj čau!